Lep pozdrav, drago moje šmarje, v jogi za celostno zdravje. In še nadaljujemo za našo tematiko, ko boli ramenski sklep. Danes bi mogoče še malo omenila poškodbe ramenskega sklepa. Taka najpogostejša poškodba ramenskega sklepa je izpah ramena, ki se lahko zgodi zaradi nekega travmatičnega stanja ali kot športna poškodba ali pri prometni nesreči, lahko je tudi kot posledica nekega padca. In zakaj sploh gre pri izpahu ramenskega sklepa? Pride do tega, da se glavica nadlahtnice zdrsne iz spolnice, ki je del lopatice. Sam ta zdrs nadlahtnice je lahko sprednji, se pravi, da spredaj zdrkne nadlahtnica, ki se imenuje strokovno anteriorni, lahko je posteriorni ali če je izpah zadaj, če zdrsne glavica nadlahtnice zadaj, ali pa inferiorni, to pomeni, da zdrsne glavica nadlahtnice navzdol. Kaj vse spremlja tak ramenski sklep? Seveda huda bolečina, lahko se pojavi podplutba, lahko se oteklina. Vidna je tudi pri takem človeku vidna deformacija v smeri, kam je pač ta nadlahtnica zdrknila. Samo zdravljenje poteka na ta način, da se potem tak ramenski sklep reponira nazaj v normalno lego. Če je prišlo do bolj obsežnejše poškodbe, je samo zdravljenje tudi operativno. Seveda je pa potem sama rehabilitacija, je bistvena rehabilitacija na fizioterapiji in tudi s pomočjo kineziologov, da se zopet lepo okrepi nazaj tak ramenski sklep, kajti če ne izvajamo vaj pridno, dosledno, če pa ne okrepimo ramenskega sklepa, se sami izpahi zelo radi ponavljajo, pride res do take nestabilne rame, tako da je izredno pomembna rehabilitacija, krepitev in vseh teh vaj, ki smo jih že pokazali. No, danes bi pa jaz pokazala vaje s trakom. Trak je cenovno zelo ugoden in praktično imate s trakom skoraj lahko dobite vaje kot v fitnessu, lahko tudi potem s trakom vaje izvajate tudi doma. Tako da izredno fajn pripomoček, če hočemo se fajn okrepiti. Jaz bom danes vzela, ti trakovi so tudi po težavnostnih stopnjah, mogoče potem tudi vprašate v športni trgovini, kakšna barva pripada kakšni stopnji teže, upora. Najlažji je tale rumen trak, imate potem celo paleto barv in potem se tudi večja obremenitev, je težje in potem tudi posledično boljše krepimo naše mišice. Jaz bom pokazala eno tako zelo najprej mogoče vajo, ker izvajamo zelo take čiste gibe, lahko takle stopimo na trak, lahko izvajamo tole vajo kar z obema rokama. Fajn lepo pazite pri ramenih, to že zdaj poznate, da ne vlečete ramen gor, ampak so ramena lepo dol. Kar je še pomembno, da ne lomim zapestja. To se pravi, ko grem, da ne lomim, ampak da je zapestje lepo močno. In bomo šli kar lepo vdih, fajn grem gor, do višine ramen, izdih. Pa spet vdih, izdih, vdih, izdih, še enkrat vdih, izdih, pa naprej, vdih, izdih. Pazite, da ne lomite zapestji, močna zapestja, vdih, izdih, vdih, izdih. Še dve taki, vdih, izdih, vdih, izdih. Bomo še šli nazaj, zopet vdih, izdih. Pazite, da trupa da trup ne gre naprej, da ostanete ravni in res samo roke. Vdih, izdih, vdih, izdih, še dvakrat vdih, izdih in zadnjič vdih, izdih. To so v bistvu tako zelo čisti, mi rečemo čisti gibi. Zdaj bom pa pokazala malo bolj kombiniran gib, ker tudi v življenju mi ne delamo tako, ampak je v bistvu vse so gibi vezani z rotacijami, prehajamo iz
premikov v odmike in bomo zdaj pokazali pomene vaje, kjer so že gibi, ki so malo bolj prilagojeni samemu življenju. Bomo pa takle šli, malo bomo naredili, bomo samo eno roko razgibali in bomo šli na nasprotni bok, malo takole zasukam roko in bomo počasi odmikali roko in jo dvigovali. Hkrati, če pogledate zapestje pa sukam, tako da dobim še rotacijo v ramenskem sklepu. Se pravi tukaj in počasi sučem zapestje, dobivam rotacijo in fajn palec potem tukaj pogleda navzdol. In gre tukaj počasi in gre palec navzdol. In počasi tukaj. In dobim dejansko vse te gibe v enem tem gibu, dobim vsa gibanje v ramenskem sklepu. In počasi skozi cel gib rotiram. Vdih in izdih. Še dve taki. Vdih in izdih. Še zadnjič. Vdih in izdih. In bomo naredili še en tak rotatorni gib, oziroma kombiniran gib še v drugo smer, ker bomo šli pa iz odmika, bomo prihajali na premik in potem dvigovanje roke. Zdaj bomo zopet zasukali, če pogledate moj palec, zasukam in bomo šli počasi premikam in grem na glavo. In počasi grem v odmik. In premikam in dvigujem in rotiram roko. In počasi rotiram nazaj. Se pravi tukaj, vdih, izdih. Vdih. Pazite, da je komolec ves čas iztegnen, da res dobim gibanje v ramenskem sklepu. Še enkrat vdih, izdih. Tu dobim res kombinacijo večjih mišic, od primikalk, odmikalk, rotatornih mišic, tiste mišice, ki dvigujejo roko, ki jo spuščajo, se pravi vse te mišice so v enem takem gibu aktivirane. Seveda vedno sam začutim, da vidim, kako se počutim. Vi lahko doma potem tudi poskušate te gibe narediti še z drugo ramo. In samo vdih in izdih. In to bi bilo za danes vse. Lepo se imejte in se vidimo